Na osnovni šoli Gornja Radgona pripravljamo v okviru Erasmus Plus projekta z naslovom Glass Inspires, glas begeistert, steklo navdušuje. Današnji posebni dogodek in sicer performance učencev vključenih v projekt in naših projektnih partnerjev, gostov iz Poljske, Romunije in Turčije. Performance bo pokazal oziroma opozoril na stiske mladega človeka, kajti naša tema zadnje mobilnosti ali srečanja v Gornji Radgoni je Moj svet se razletel na 1000 koščkov. Tako da smo v okviru celotedenskega programa pripravljali kar nekaj delavnic in vsebin vezanih na temo duševnega zdravja, spoprijemanja s stiskami. Imeli smo tudi predavanje gosta iz Berlina, gospoda Marija Diringerja, ki je povedal na svojo življenjsko zgodbo in kako se je sam dejansko rešil iz pasti, depresije in pa misli na samomor. Čeprav so bile teme zahtevne in težke za mladostnike, so vseeno pristopili k dejavnostim z veliko optimizma, volje do življenja in tistega, kar učitelji predvsem pri učencih najbolj si želimo in pričakujemo. Torej odprtosti za novo, za vsebine, za tudi težje, bom rekla, vsebine, ki niso vsak dan v šolskem programu. In skupaj z našimi projektnimi partnerji iz partnerskih držav smo, mislim, da ustvarili eno posebno zgodbo, ki se je danes udejanila ali odvila v avli osnovne šole Gornja Radgona. Naši mentorici sta skrbno pripravljali skupino že celo šolsko leto. Mojca Frim, ki je mentorica šolske improvizacijske skupine Radgonska deca, je naša sodelavka, zunanja sodelavka že kar nekaj let. Otroci jo zelo dobro poznajo, z veseljem hodijo na igre improvizacijskega gledališča. Več kot 20 jih je vključenih. Priključili so se nam pa v zadnjem času tudi pod vodstvom Urše Streha Benčina, mentorice iz Pionirskega doma iz Ljubljane, učenci, ki so posebej želeli sodelovati v performancu. Mi smo se v sklopu projekta Steklo navdušuje najprej srečevali z učenci iz Gornje Radgone in skupaj razmišljali, na kaj nas steklo vse spominja. In spominja nas na naša čustva, mogoče na našo občutljivost, krhkost, ranljivost in smo na ta način potem zgradili en tak performance in zraven povabili tudi učence potem iz gostujočih držav. Ja, te države so pa Turčija, Romunija in Poljska, tako da tudi oni ustvarjajo predstavo. Ful smo veseli, da so mladi pokazali svojo energijo in še bolj, da si želijo skupaj nekaj ustvarjati in sodelovati. Se mi zdi, da ta svet trenutno to zelo, zelo rabi. Potrebuje, da sodelujemo tako, kot smo zdaj, tudi še v bodoče naprej. V tem srečanju smo se ves čas tudi pogovarjali o tem, kako najti moč in najti načine, da se izvijemo iz stisk, iz težav, da najdemo prijatelje, da gradimo socialno mrežo, da se povezujemo drug z drugim in tako ustvarimo nov svet, novo mavrico, bom rekla, prijetnih trenutkov, doživetij, nasmeškov in stiskov rok.